nami sta kolegici Veronika Potočnik in Mojca Trtnik iz Narodne in univerzitetne knjižnice, ki pa nam boste predstavili digitalizacijo patentnih spisov v NUK-u. Izvolite. Pozdravljeni, sva Mojca in Veronika iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Predstavili vam bomo projekt digitalizacije patentnih spisov, ki spadajo med tako imenovano manj znano sivo literaturo, ki pa je še kako pomembna za znanstveno komuniciranje. Projekt je potekal 4 leta, vse postopke pa vam bova odkrili v tej predstavitvi. Patentne spise smo v Narodno in univerzitetno knjižnico pridobili z obveznim izvodom, katerih temeljno načelo je, da zbiramo vse tiske, ne glede na vsebino, obliko ali velikost, saj so enako pomembni in jih je potrebno hraniti, ker že v bistvu s svojim obstojem pričajo času, v katerem so nastali. In zato v bistvu to vrednost zbirk obveznega izvoda ne merimo po vrednosti posamičnih del, ampak po kompleksnosti fonda, kamor pa lahko uvrščamo tudi naše patentne spise. Zdaj, sama zbirka drobnega tiska in sive literature je bila ustanovljena šele leta 1978, ko je res tega gradiva bilo že tako ogromno, da so mogli ga postaviti v en okvir, in na ta način je zbirka začela delovati. Zbirka je edinstvena in specifična s tem, da v bistvu gradivo pridobiva na vrednosti s časovno distanco in mogoče zaradi tega tako pozna tudi ustanovitev. Ker pravzaprav šele, ko se ozremo nazaj, kar smo tudi videli pri teh patentnih spisov, vidimo, kakšna dragocenost in specifičnost nekega trenutka, ko smo lahko s pomočjo obveznega izvoda pridobili gradivo držav. Vsi vemo, zdaj smo že ta generacija, ki smo, mislim, bili že 2 državi, ki so se rodile in izginile. Gradivo pa ostane, ker smo bili zavezanci za obvezni izvod že zelo nazaj. Zdaj, ta edinstvena zbirka patentnih spisov kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, v bistvu, če gremo malo v zgodovino, kako je nastala, v tistih časih, ko še nobenega od nas ni bilo, je v bistvu pomembna tako zgodovinskega kot kulturno-gospodarskega vidika. Kraljevina je bila ustanovljena leta 1918 po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, preimenovala se je v Kraljevino Jugoslavijo leta 1929 in ta korpus digitalizacije patentnih spisov pravzaprav obsega to obdobje, en korpus pa še čaka, ker v bistvu moramo počakati zaradi avtorskih pravic. Ta korpus kraljevine SHS je obsegal okoli 11.000 patentnih spisov. Določili smo z ureditvijo te zbirke to zgodovinsko vrednost in zato smo se leta 2019 odločili, da zbirko katalogiziramo in tudi digitaliziramo. Naš cilj pa je bila seveda, da ponudimo dostop do tega gradiva v naši digitalni zbirki, da bo dostopna strokovni in širši javnosti. Najprej smo začeli seveda z razvrščanjem patentnih spisov, ki so bile natisnjene. Informacije smo dobile z raziskavami v uradnem listu kraljevine SHS, kako so v bistvu patentne spise prijavili po določenih skupinah in na ta način smo se tudi odločili, da bomo patentne spise katalogizirali. Se pravi, da nam je bila skupna vsebina, kamor je ta patentni spis spadal. Mogoče samo za zanimivost, ko smo raziskovale tukaj s kolegicami, prvi patentni spis je bil prijavljen za proizvodnjo alkoholne pijače rakije, ki jo vsi poznamo, se jim je zelo mudilo, da ne bo kdo prevzel recept, Zdaj, kako je pa potekal proces digitalizacije? V bistvu proces digitalizacije gre tako, da smo mi razvrstili patentne spise po teh 89 skupinah in katalogizirali
89 zbirnih zapisov. Za tisti, ki ste bili na tečajih za drobnih tiskov ali pa rokopisno gradivo, veste, da je to 89 naslovov, v katere lahko potem razvrstimo teh 11.000 kosov gradiva. To je zelo veliko število gradiva, a ne? In če bi želeli vsak tak patentni spis obdelati posamično, v bistvu mi še ne bi končali s tem projektom, a ne? Digitalizacija je potem potekala pri zunanjem izvajalcu, ki je digitaliziral vseh teh 11.000 kosov. Digitalna zbirka pa je v celoti že dosegljiva na Dalibu, se pravi v polnem tekstu vseh zbranih zbirnih zapisov. Pa predajam kar kolegici, Mojci. Lepo pozdravljeni še z moje strani. No, v tem drugem delu bomo pa malo bolj slikovito pogledali, še slikovno opremali ves ta naš proces. Kot je že Veronika omenila, katalogizacija je potekala v zbirnih zapisih. Kot lahko vidite, je šlo res za ogromno količino dokumentov. Ta način je predvsem nam pomagal pri tem, da smo prihranili čas, in pa, kot rečeno, smo nekako vsebinske sklope uredili na podlagi tegale uradnega lista, ne. No, takole mogoče sami za predstavo, tisti, ki nimate toliko opravka z zbirnimi zapisi. Koliko časa recimo predvidoma neki posamezen zapis nam vzame, a ne, okrog 30 minut, medtem ko zbirni zapis 15 minut. In pri toliko veliki količini gradiva, a ne, mislim, da je bila to tudi najbolj ustrezna in najboljša rešitev. No, seveda smo prišli tudi do vprašanja hranjenja tovrstnih spisov, a ne. Tukaj se moram zahvaliti tudi našemu sodelavcu Oddelka za zaščito in restavriranje NUK-a, ki je prav za nas, a ne, oziroma za tovrstno gradivo tudi pripravil brezkislinske mape. Tako da zdaj na levi strani lahko vidite približno, kako izgleda en tak sklop vsebinski patentnega spisa. Na desni strani pa še majčkeno, kako potem, ko je to že obdelano, a ne, in tudi inventarizirano, tele mapice, tudi kot vidite, a ne, nekatere so tudi zelo obsežne, nekatere so pa majčkeno manj obsežne. Zdaj mogoče, ko se glih bliža poletje, pa smo že z mislimi malo na naših dopustih, seveda medtem, ko smo mi to vse pregledovali, katalogizirali, inventarizirali, smo seveda naleteli tudi na kakšne take zanimive primere. In med drugim, na primer, lahko najdete, a ne, zdaj na Dalibu tudi, kako si izdelati rokavice in obuvala za lažje plavanje. No, takole je recimo patentni spis. Kot vidite, tulele rokavice in obuća za olajšanje plivanja. Zdaj, velika večina, a ne, patentnih spisov je v srbskem oziroma hrvaškem jeziku, se pa najde tudi par patentnih spisov v slovenskem jeziku. No, in takole imate na primer, a ne, neki primer, kako si lahko sami izdelate rokavice ali pa obuvala, no. Tako da so taki zanimivi primeri, no, in ko boste imeli majčkeno več časa, vam res priporočam, da si jih pogledate. No, potem je tudi obutev za hojo po vodi, tudi na zelo podoben način. Kot sem omenila, a ne, slovenskih patentov ni bilo prav veliko, ampak recimo kot zanimivost lahko tudi povem, a ne, da je slovenski učitelj, ob tem, ko je seveda včasih, a ne, so v šolah pisali še z pisalnimi peresi, in ko je recimo opazoval svoje učence, a ne, je tudi seveda jim želel omogočiti čim lažje pisanje in je na primer tudi naredil patent za neko izboljšano obliko pisalnega peresa, ne. Tako da, kot vidite, so res take zanimive zgodbe tudi najdejo, a ne. So pa to različna področja, velika večina je tehnoloških, a ne, se pravi kemijski procesi. So pa tudi recimo z našega področja, a ne, predvsem kar se tiče tiskov, recimo založništva, tako da res vabljeni, no, da še majčkeno prebrskate po Dalibu. Zdaj, z Veroniko smo naredile tudi promocijo v tujini, v smislu udeležbe na mednarodni konferenci o sivi literaturi.
Tiste, ki zanima, v angleškem jeziku je tudi kratka video predstavitev celega projekta. Za tiste, ki bi vas mogoče to malo bolj zanimalo, si lahko preberete tudi v angleškem jeziku prispevek objavljen. No, lani pa sva predstavili tudi poster, ki je nastal v sodelovanju tudi z našim oblikovalcem, Majem. In moram reči, no, da smo bili presenečeni, pa hkrati tudi ponosni, da smo dobili prvo nagrado za ta projekt. Tako da, ki si ga pa lahko tudi ogledate na tem linku. Ja, evo, no, čisto mogoče samo še v angleščini, tudi recimo tale na desni strani je tudi slika iz patentnega spisa, in potem na kratko tudi bili naši koraki. Zaključek, pa kot ste videli, gre za res ogromen projekt, 4 leta je trajal in seveda brez timskega dela dejansko do zaključka ne bi prišlo, tako da sodelovali so sodelavci oddelka knjižničnih zbirk, potem sodelavci oddelka za digitalne vsebine, za promocijo in še marsikdo, tako da res se zahvaljujeva vsem za ta skupni prispevek. In v bistvu zaključujeva, da timsko delo je v bistvu tisto, ki daje najboljše rezultate. To je to, no. Jaz mislim, da nekako občutek ste dobili, no, za nadaljnjo raziskavo smo vam pa tudi vedno na voljo ali pa za vprašanje. Mojca in Veronika, najlepša hvala. Morda kakšno vprašanje za njiju? Jaz se oproščam, da sem spet glasen. Kar izvoli. Mislim, da ste zelo lepo naredile. Bili pa bi dobro, ker se že ukvarjate s patentnim uradom v Beogradu, da bi še omenili, da je bil ustanovitelj tega urada Slovenec, Janko Šuman, zelo pozabljen patentni pravnik, ki je prej delal na Dunaju, potem pa, ko je Avstro-Ogrska razpadla, je svoje delovno mesto prenesel iz Dunaja v Beograd. In mislim, da je bil direktor tega patentnega urada vsaj do leta 1945, ne vem točno, ne poznam točno, ampak vsekakor te ime Janko Šuman se splača zapomniti. Bil je tudi poročen z hčerjo zadnjega kranjskega deželnega glavarja Šušteršiča in zelo zanimiva oseba in povezan s kopico zanimivih, žal pa tudi tragičnih zgodb. Igor, najlepša hvala za tale dodatek. Vsekakor zanimiv. Če ni kakšnih drugih vprašanj, bi se jaz samo zahvalila vsem današnjim avtorjem prispevkov.